Hello, živijo, tehnične motnje, StreamYard ne dela, en kup stvari mi gre narobe. Kabel sem precvikal za luč, StreamYard ne dela, zvezati ne morem, tako da ni važno. Upam, da boste najdeli tukaj, drugače bom pa posnetek tudi na Instagram naložil. Lepo dobrodošli v skuhano v živo pri Futurovizi. Danes delamo slastno rižoto z parmezanom pa pestom. Če bomo imeli čas, bomo še pesto skupaj delali. Upam, da slika dela, da kamera dela, komentarjev tudi po moje ne bom videl. Ali pač dajte samo napisati živijo, ko pridete noter, da vidim, kdo ste klaste, pa napišite pa, če gledate v posnetku, da gledate v posnetku. Jaz dam vodo v red. Ja, mogo malo skakati sem pa kaj, ker sem čisto na drugih kamerah, tako da pridem takoj nazaj. Počasna povezava, še to. Dajmo, bomo da delali. Ja, voda v red. Najprej bomo dali riž kuhati. Riža bomo dali samo s soljo, lahko dela. Hvala Simona. Riž bomo dodali sam sol, date tudi noter kakšno zelenjavno jušno osnovo, ampak mi bomo danes delali samo s soljo. Rabili bomo pol še pišanca. Malo vam takole kazal. Takole, malo gor, malo dol, prav, da te videli. Zvok je pa najbrž tudi v redu, ne? Svetlobo pa vem, da ni. Aj, never mind. Živijo, Amanda. Skratka, zavremo vodo in damo kuhati riž. Takole. Še enkrat počakamo, da zavre nazaj. Zakaj? Ker smo vodo ko smo dali vrelo vodo v hladno polno, se bo presladila in temperatura pade. Isto se dogaja pri mesu, pri ribah povsod. Tako da počakate vedno, da se nazaj zavre, dodate sol, že malo dvigne temperature in potem bomo noter vsuli riž. Ona druga stvar. Pašanca. Tole. Tega bomo samo začinili. Popekli na hitrco, polno požgemo. Polno pri mesu mora biti vroča zaradi tega, da posljavo kolorata in pa se pač na tem gradi okus. Se pravi, imamo pišanca, damo malo popra, damo malo soli. Upam, da zdaj ste dve, Simona pa Amanda. Upam, da nas bojo ostali najdeli, da ne čakajo tam na YouTube, na YouTube tudi ne gledajo. Jejoj. Gremo, nič ne gremo. Danes pa rida, je to kakšen retrogradni Merkur danes, kaj nič ne dela? No. Oj. Še to mi noče dela. Ok, voda je zavrela. Ne smemo pozabiti soliti. Nas je že 14, jaz sem 2 vidim. Ok, redo, čudovito. Lepo pozdravljeni vsi, tehnične motnje imamo, zato tudi zamik in zato tudi uživo live in ne tako, ko smo navajeni preko StreamYarda, tako da nas žal YouTube pa Instagram ne gledate, da smo spet dobri stari znanci Facebookari. Dajte se še ostali javiti, kdo ste, ko vas ne vidim. Ne vidim. Pa ne bom, pa jaz sem 2 vidim, res tam ne. Ok. Tole segrejemo, dodamo malo oljčka in popečemo na hitrco pišanca. Riž damo kuhati. Počakamo še, da se olje tudi segreje, to je zelo pomemben. Če date meso na hladno polno, se bo začel kuhati in bo vodo spustil. Če ga date na hlad, če date gor olje in takoj meso je olje še prehladno, treba počakati, da se še olje segreje. Ok? Katjuša, danes bomo delali s pistacijo baziličnim pesto, če bo dal, ga bomo še naredili zdaj v živo. Baziličnim pesto, pa pišanca, pa paradižnike, pa pistacija, taka lušna kombinacija, modele za poletje. Evo. Jaz ga damo na hitrco speč. Če hočete hitreje speč pišanca, narežete manjše koščke. Živijo Silva. Narežete manjše koščke, zaradi tega, da se hitreje speče. Čisto enostavno trik, kako pospešati pečenje. Plus bistveno večji je nadzor, ker
da točno vidite, kakšno je, kako je pečeno in vse ostalo, ne? Dajte mi malo pisati, koliko pa se je, jaz še vedno sem dva vidim. Znači, jaz sem. Ok. Tole se peče. Najprej, da povem, da sem 4 leta star Facebook. 4 leta je bilo 2 dni nazaj in sem tudi objavil posnetek prvega videa, kjer sem rekel, da bom pač kakšne recepte pokuhal, bilo to v koroni, ker ljudje nismo imeli pojma. Hvala, Marjana. 21, čudovito. V glavnem nismo imeli idej in sem jaz začel snemati in to še danes počnem. Se pravi, iz čistega nesebičnega stanja je pač prešlo na to, kar je danes. A vam je bolj všeč tisto, ko imamo 2 kamere ali je to čisto v redu? Ja, spet počasna povezava. Jaj. Ja, ne vem, spet se vi kljuklo. Skratka, pečemo meso, kuhamo riž. Meso smo začinili, zdaj gremo pa mi delati pesto. Pesto naredimo tako, da ogulimo baziliko, da delamo baziličnega, drugače obstaja tudi suhih paradižnikov in podobne stvari. Takoj pospravljamo, če pečemo pišanca, takoj nož stran, potem tam, ko smo rezali stran, zaradi tega, da ne bi karkoli kontaminirali. Čisto v redu je, ok, v redu, 29 nas je, čudovito. Ok, gremo delati pesto iz bazilike. Se pravi, imamo pesto, jaz upam, da nimam premalo pesta, ker je bazilika malo bolj boga, ampak takole. Pistacije, potem naribamo noter parmezan. Tukaj seveda pač boljš, kaj parmezan, bolj bo okusa, ne? Ima pa parmezan pač zelo tipičen okus omamija. To je 5. okus, ko so ga definirali, mislim, da 1950 Japonci ta prvi in da se tudi čisto uradno je. Se pravi, imamo sladko, imamo kislo, imamo grenko in imamo omami okus. To so parmezan, gobe, potem kakšni posušeni paradižniki, sojina omaka, worcesterska omaka. To so pač te omami okusi, ki nadgradijo sam okus vsake stvari. Tako, dodaš pa narediš, o moj bog, kako je to dobro. Zdaj stran gledajte. Ok, tako, tole smo dali. Zdaj bomo pa še česen, strok česna. Če ste ljubitelji, lahko več, probajte enkrat ga narediti. Na spletni strani imam recept narejen, oziroma ga lahko tudi naložim tukaj na Facebook, če imate kakšno željo, kako jaz tega delam. Imate tudi napisano vse grame in ostalo. Tale srček, ali kakorkoli se temu reče, pač ven vzamem, ker potem mene napenja, mene peče želodec. To vedno naredim in vedno povem, pa vedno se najde kdo, kaj tega še ni vedel. Kolele. Imam pa na koncu nagradno igro, prav, vse bom povedal, kakšno pa zakaj. Ok, tole na grobo nasekljamo, damo zraven, tako, damo ščepec soli, tada, kolele, in pa baziliko. Zdaj pa upam, da je dosti tega, da bo tole obrnili. Če pa ne bo, samo pa smejali. Ne, vi so te smejali meni. Ok, probamo. Zdaj ušesa zamašite, ko malo potavlja, prav. Meska, pa mi niste povedali, da moramo malo meso obračati. Ok. Tole ne. Zdaj pa dodamo še 2 žlici olivnega olja in mi imamo fertik. 1, 2,
še enkrat zmešamo. Ne smete preveč mešati, ker imajo tele pistacija, ima noter že veliko masla in če boste ga dolgo miksali, da boš štrajkal, ne. Če ga boste, kaj sem naredil, ne, to. Zafilal sem s parmezanom, bravo. Tako, ne, tebe ne bo sedel. Aja. Takole. 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 Tako. Ok. Ja, rečemo, da je to. In takole se naredi pesto. Probaš ga čim manj stran stresti. In to je to. Malo še premešamo. In imamo svež pesto. Ta pesto je tako. Na kruhek, še malo kakšnega paradižnika zraven, malo popečeš kruhek, kakšno mocarelco ali pa bivoljo, kaj takega. In to je to. Rižota, bomo še malo vode dodali. Voda se doliva vedno vroča. Zakaj se doliva vroča? Ker če ste dali pač hladno vodo, se vam bo shladil riž in se malo neha kuhati, kar je brez veze, ne. Tako da dolivamo vročo, odvisno kakšen riž imate. Jaz imam arborio. Jaz imam arborio riž, kaj še to povezava? A vam normalno dela, ker mi skozi piše, da je slaba povezava. Nekaj mašinerija nagaja, ne nagaja mašinerija, danes mi vse nagaja. Skratka, dolivate zaradi tega, ker bomo na koncu malo mešali, da malo kremavo se dobi. Gremo pa mi naprej delati. Se pravi, imamo pesto, ampak ta pesto mora zdaj malo počivati, ker je svež česen in je zelo močen in zna želodec nagajati za uneko občutljive in je zaradi tega bom zdaj uporabil že pripravljen vnaprej testo. Ok? Normalno dela odlično, super. Me veseli. Živiki, evo. Malo zmanjšamo temperaturo, damo zraven pesto, potem vzamemo bio limono in jo naribamo zraven pesta. Takole. In to zdaj pomešamo. Ugasnemo ogenj. Piščanc je že pečen. Takole, tako. Piščanca ne preveč matra. Piščanc je hitro pečen, ker je zelo veliko vode noter. Ne ga matrati, ne ga izsušiti, mora pa biti pač termično obdelan, tako kot se zagrene. Ok, to imamo. Rižite bomo še malo. Bomo pa sem še paradižnike dodali, limono bomo dodali in to je to. Samo spalali, bomo spalali. Na koncu danes imel nagradno igro. Kakšno nagradno igro? Pred parimi urami sem naložil na Facebook, pa na spletno stran, pa na Instagram nov produkt. Ta novi produkt je več kot eno leto že kuhamo živo, tale skuhano živo, to so take jedi, kot so danes. In ta najboljše v tem zadnjem letu sem se zdaj izbral na podlagi tega, kjer je bilo največ odziva. In sem jih dal v elektronsko knjižico, kjer boste imate točno spisano strukturo, na koliko temperaturo se pele, točno grame, na koliko temperatur se kaj kuha, koliko časa se kaj kuha. In pa zadnji imate še video posnetke, teh kuhano živo in vse zvezan. Se pravi, 30 receptov v elektronski knjižici, zajtrki, kosila, večerje, kar rabite, zdaj, ko so tile lepi dnevi, topli dnevi, so veliki oblačini. Ne, nisem tega rekel, kako so tudi oblačni dnevi. Skratka, ko se vam mudi ven iti, da greste na sprehod, da greste na vrt delati, da greste kolesar, da greste karkoli delati, je super, da takele kosilce, kot imamo danes, pač znate narediti na hitrstvo. Tako da, danes sem dal v prodajo, 17 € je zdajle akcijska cena, v prednaročilu 22 vam začnem pošiljati. A še kdo vesel, sem jaz vesel. Skratka, enemu na koncu, ko boste komentirali, bom izžrebal in bom podaril
in e-knjižico. Smo za? Smo za. Evo, smo že fertik skoraj. Koknemo zraven kar paradižnike, da se še čisto malo popečejo, da malo zakaramalizirajo. Kolele. No, super, Katjuša že rekla super. Na koncu tam akcija. Evo, tole. Še pisam, da so malo zakrmili, ali češnjevi paradižniki, ker bodo sladkovo spustili. Se pravi, imamo pistacije, ko so malo oreščkaste, pa hrustljave, imamo tele češnjeve paradižnike, ki bojo sočni pa malo kiselkasti. Potem imamo riž, ki je takle nekakle, pesto, limonco in to je taka luštka namešanica. Ok, zdaj bomo pa mi dodali samo še parmezan v riž. Zato, da se bo malo zlimol, pa da bo dodali še malo tega omami okusa. A da uporabljate žafran noter v rižotah. Tako, dobra barva da, no. Mene predvsem barva všeč, to vkus milih nekih božanskih, tako da malo ga vedno dodajam. Tako. Tolele. Kaj pa če bi jaz ženkam naredil? Že dolgo nisem tizga izvedel. Upam, da bo ratalo. Same, nekaj vzamem. Tole. Pa še rabim. Še nekaj rabim. Tole. Ajde, rečemo, da bomo tole naredili, nekaj tezga. Pardon, ne vidite. Ne, za barvo dam kurkumo. Aha, ok, cool. Žafran da tako ful lepo rumeno barvo, no. Zato dajem jaz žafrančka. Takole. Zdaj bomo pa okol naložili. In pol bomo držali pesti. Zdaj bi pozabil sem en korak narediti in to je sicer, da sem limone treba stisniti še noter, zato da v rižoto dodamo kislino. Ampak nič hudega bomo po vrhu dali, da se pol vsak samo dozira in je še malo bolj zanimiv, ko vsake kvatre je malo limonce, pa malo ni limonce itd. Ok. Tolele. Odlično. Tako. Vrnemo okol. Zdaj pa pomagajte, malo pomolite, malo kakor že. Žafran da barvo sonca, probite, kurkumo je bolj oranžna. Ja, ful lepo pride. Za barvo v rižoto uporabljam kurkumo. Ok. Vsak dan bi jedla prmen, Tanja. Ja. Jaz jem vsak dan prmen. Zanimivo, veš, dobro. Evo. Takole. Zdaj pa tole, kar noter damo, pa probamo ne podreti. Takole. Ok. Tako. Zdaj pa klele po bogalu še malo limonce, stisneš to, da vsake kvatre ima malo okusa po limoni. Dodajmo še kakšno baziliko na vrhu. To je to. Koliko časa nam je vzeli? Ja, danes smo malo tehnični motnje, malo več je bilo. Ok. Tako. Še malo paprika čez, da bo še lepše bilo. To je to. Jed je sočna, jed je zelo preprosta za narediti. Jed ima noter limono, kar doda sočnost in zaradi tega pač tudi treje pa lažje prebavljiva. Skratka, krožnik 1, 2, 3, tudi otrokom, če tole postrežete, takle način. Mislim, da sem noben protožgal. Veste, kako pravi, parmezana ni nikoli dosti, ne da? Takole. Bo? Všeč?
A ne, da je tako čip, lep, dober, sočen, pa res bogat okusno. Ta recept bo tudi noter v knjižici, ki vam dodal, tudi tega. Eni bojo ful stari, eni bojo malo novejši, ampak ta si zasluži noter sploh zdaj pred poletjem. Hitro me slikite, pa objavite na storiju, da me gledate. Dajte, print screen pa, Saša nekaj ful dobro skuhal, pa ful dobro knjižico manj, hvala. Hvala vsem, ki ste že naročili, ker ste že kar nekaj naročili knjižico. Hvala za podporo in pa vem, prepričan sem, da vam bojo ful prav prišel. Malo svetlobe še dodam. Tako, evo. Gremo mi pa zdaj na... Vidite, ker tako lučko imam zdaj, ker sem muno skuril. Okay. Zdaj pa nagrada, zdaj pa v bistvu vsi, ki hočete sodelovati, napišite sodelujem, pa bom jaz čez pol minute, ko te nehali pisati, tudi večkrat napišete sodelujem, ko te nehali pisati, enega žrebov in bom 22. ko zaključim in naredim knjižico, pošljem. Prav. Hvala, Stojan. Evo, Viki že sodeluje, Katjuša tudi sodeluje, Mira sodeluje, pa Dani sodeluje, čudovito. Tako kot sem povedal, noter bojo sladice, noter bojo večerje, noter bojo zajtrki, noter bojo kosila. Tam je unih 30 top, približno istega bo enako razmerje. Tako da, jaz sem ful ponosen, no, res. Je pa res, da zdaj v bistvu že kar nekaj časa jih kuham, ker moram za vse kuhati. Vse recepte grem čez še enkrat. Pogledam točno, kaj sem povedal v videu, da ne kakšne kvake delal. Če kakšna opomba zraven, bom dodatno opombo napisal. In vam da jaz ga pošljem. 17 € zdaj pride, ker je po moja rešitev za vse une v bistvu, ker rabite nekaj preprostega nastavnega hitrega, ne? Tako da, Mira, Sabina, Katjuša, Ljubica. Evo, Ljubica. Ljubica hitro napiši sodelujem, če želi sodelovati. Tukaj pa zelo pomembno res, da ujamete, se pravi, pesto je zelo fin, lahko ga kupite, lahko pa takole enostavno zdaj naredite, ko bazilika prihaja. Tukaj je zelo pomembno, da res dodate ta prav razmerje, potem tudi limone gor, kjer useka tako ono. Pa testirite, kdaj vam preveč, dajte malo na stran tale riž, pa dodajte noter, da vidite, kdaj vam bo preveč, ker se res okus dviguje. In potem se vam vse zvezal, se pravi, zvezal se vam bo česen, pesto, bazilika, potem parmezan, limona, pišanc, riž, to so stvari, ki vedno skupaj grejo čisto lepo. Ok, Ljubica še enkrat sodeluje. Ok, konec sodelovanja, da gremo pa mi žrebati. Jo pa, Sašo, za milijon eno oko, ne noval česa. Pa malo scrolla gor pa dol in upam, da bom zadevno sodelujem. Ok, prste stjavil na Katjuša Kokal. Čestitke, Katjuša. Dej samo napiši mi, naroči si, prosim, pejdi na futurizzi.si, pejdi v trgovino in si naroči e-knjižico, pa ti samo opombo enega smajlija, da te imel zahaklenega, da bom vedel, da ti ni treba tih 17 € nakazati. Tako da, hvala, ker ste prišli, naslednjo sredo upam, da mi rate, ker imam malo časovno stisko, da mi vrate tudi kuhati v živo, ampak bom vseeno naredil. Tako da, hvala, ker ste prišli, vidimo se naslednjo sredo ob 19. uri. Če ste me slikali, zelo vesel, da objavite na story, da še ostali ljudje vidijo, da obstajajo kosila, ki so res zanimiva, preprosta, hitra, pa nasitna, ker škoda, da se ne razve. Hvala, da ste prišli.